Prve letošnje volitve so minile v znamenju rekordov. Robert Golob je s svojim plesanjem zbral rekordnih 400.000 glasov in osvojil rekordnih 41 sedežev v parlamentu. Ampak Golob z vrabcem v roki še ni zadovoljen. In napoveduje nove rekorde svojo vlado. Vlado, ki si jo Golob želi sestaviti v rekordnem času, kar je zagotovil tudi predsedniku države Borutu Pahorju. Definitivno si želimo, da je vlada operativna pred počitnicami, zato da se pripravimo na jesen. Ja, prehiteti hoče dosedanjega rekorderja Lojzeta Peterleta, ki jo je sestavil v 34 dneh. Žal pa se ne more potegovati za naziv premierja, ki mu je vlada najhitreje razpadla. Njegovemu velikemu podporniku Zoranu Jankoviću je namreč po zmagi na volitvah koalicija razpadla, še preden so podpisali koalicijsko pogodbo. Malo spominja na moje zveze. Me pustijo takoj, ko me vidijo brez srajce. In ker ne more premagati Jankovića, želi Golob dohiteti Janeza Drnovška. V resnici smo si zastavili za cilj 2 mandata. Že danes. Zato, ker če želimo resno nasloviti razvojne izzive države, moramo gledati dlje, kot je en mandat. 2 mandata. Pismo, to je tako, ko bi šel v all you can eat restauracijo, pa takoj naročil 2 porciji. V tem stoletju to še nikomu ni uspelo. Mislim, glede mandatov, ne glede porcij. Smo pa neuradno izvedeli, da se dr. Golob poteguje še za en Guinnessov rekord, namreč svetovni rekord v številu dni brez uporabe glavnika. Za razliko od najverjetnejšega mandatarja je nad trenutnim položajem precej manj navdušen Luka Mesec. In po 4 urah iz hrama demokracije ponovno enako nasmejana izstopita tako Golob kot Tanja Fajon. Za njima občutno bolj mrkega obraza Luka Mesec. Dame in gospodje, ne gleda direktno v njega, ker tako zgleda Mesečev mrk. Ni zdravo. Se še dobro drži glede na rezultate volitev, pa glede na to, da je ponudil odstop. In kako se je izteklo? Svet stranke Levica je koordinatorju Luki Mesecu in izvršnemu odboru stranke na glasovanju izrekel zaupnico. Kot zagotavlja Mesec, je svet vodstvo podprl z veliko večino, ob tem pa ni želel povedati, ali jih podpirajo tudi vsi novo izvoljeni poslanci. Neuradno tovariš Kordiš tovarišu Mesecu očita, da ni več tovariš, ampak gospod Mesec. S čim natančno si je zaslužil to obtožbo, ni znano. Govori pa se, da mu niso verjeli, ko je sporočil, da je neznano kam založil majico s Che Guevaro, spodnice z rdečo zvezdo pa je pomotoma opravil skupaj s črnim perilom. Kakorkoli, mnogi analitiki ne verjamejo, da bi katerikoli član Levice postal preveč zmeren. Mislim, ta Levica je zmerna lih tok, ne vem, popiti alkohol v Zidanci tam nekje na Dolenjskem. Tam ni zmernosti in tudi pri Levici je ni, no. Ja, v Levici je menda kot v Dolenjski Zidanci. Čeprav roko na srce, tudi tle obstajajo določene stopnje zmernosti. Eni so zadovoljni že s par flašami, drugi pa pijejo do bruhanja. Pa pol pijejo naprej. Medtem ko se prihajajoča koalicija ukvarja z rekordi in zmernostjo v Zidanicah, pa se je odhajajoča koalicija očitno že odpravila na počitnice. Kolegi predsednika državnega zbora bi moral na seji odločati o sklicu današnje izredne seje, na kateri bi poslanci med drugim obravnavali odstop kmetijskega ministra Jožeta Podgorška, pa se to ni zgodilo. Razlog pa, kolegi, ni bil sklepčen. Manjkali so predstavniki koalicije. Očitno pri poslankih in poslancih ni več neke želje, torej prejšnjega, predhodnega sklica ni več neke želje po delovanju in jaz mislim, da je očitno nekaterim, če se izrazim po domače, vse dol padlo in jih ni več v državni zbor. Po domače povedano, dol jim visi tako kot kip v ozadju. Da je poletje res pred vrati, pa kažejo tudi odmrznitve cen. Danes smo doživeli rekorden skok cen goriva. Za 50-litrski tank bencina boste odšteli do 84 evrov, za tank dizla pa 94. Vlada namreč ni podaljšala regulacije cen 95-oktanskega bencina in dizla. No, tudi računi za elektriko za maj se bodo vrnili vsaj na raven, kot so bili, torej preden je vlada za februar, marec in april začasno zamrznila obračunavanje omrežnine in pa prispevka. Ja, ministri so medtem, ko pospravljajo vladne pisarne, ugotovili, da ne potrebujemo več pocen bencina in elektrike. In kaj pravi strokovnjak za poceni elektriko? Pa mislim, da je to, kar se danes dogaja, v resnici nagajanje. Na nek način se vlada maščuje ljudem, ker jih niso izvolili. Dohaja se nahajanje. No, bencin je res tako drag, da se ne tanka več šobo, ampak s kapalko. V bistvu Golob trdi, da se vlada obnaša kot jezna bivša žena, potem, ko si izbral drugo ljubico. Dokler ima pri sebi kreditno, bo ona zapravljala tvoj denar.
Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.